Pozdravljeni ljubitelji filma, medtem ko tole gledate, sem sama, če je šlo vse po sreči, na projekciji filma Odrešitev za začetnike na 27. festivalu slovenskega filma. Dnevni utrip, s katerega lahko spremljate tudi na Megafon TV vsak dan ob 17:45. Sicer pa bomo v nedeljo ob 19. uri prenašali tudi slavnostno podelitev nagrad z tega festivala. No, danes se bomo v drugi polovici oddaje posvetili dokumentarnim filmom, ki jih boste še lahko ujeli na festivalu slovenskega filma. Za začetek pa bomo preverili, kako je bilo z nastajanjem nove slovenske serije Hiša ljubezni. Za tiste, ki ste mogoče nasedli reklame, ki so jo v središču Ljubljane nalepili na vrata v podhodu Maxi Marketa, imam najprej slabo novico, šlo je samo za reklamo, tam bordela žal ne bo. Prostitucija pa je v Sloveniji sicer od leta 2003 odpravljena kot prekršek in s tem delno dekriminalizirana, ampak je kot grožnja javnemu redu in miru ostala prepovedana na javnih mestih. Zakonom o varstvu javnega reda in miru se z denarno kaznijo kaznuje tako imenovano nedostojno vedenje na javnem mestu, to je, če kdo na vsiljiv način ponuja spolne usluge. Organizacija prostitucija pri nas ni kazniva, se pa po kazenskem zakoniku z zaporno kaznijo kaznuje zloraba prostitucije, kar je v 175. členu opredeljeno kot kdor zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji druge osebe ali kdor silo, grožnjo ali preslepitvijo navede, pridobi ali spodbudi drugo osebo k prostituciji. Kazniva ni niti uporaba storitev prostitucije, razen v primerih, ko oseba ve, da uporablja storitve žrtve trgovine z ljudmi. V teh primerih je lahko kazen denarna ali zaporna, vseeno pa Hiša ljubezni v prvi vrsti sploh ni komična serija o prostituciji, ampak komična serija na delovnem mestu. Več sta mi povedala njena scenarista, ki sta priznala tudi, da so skoraj polovico serije posneli z glavnim oziroma enim od igralcev zlomljenim udom. Torej, Hiša ljubezni, mano sta avtorja, scenarista, režiser in pa še producentka, v bistvu več vlogah sta. Hiša ljubezni se torej odvija v delu z lepim izrazom rečeno. Se pravi, nekako nakazuje, da se bo vse ukvarjalo s spolnostjo, v kateri pa Slovenci, ki se nam smešna, pogovarjamo se pa ne o njej, na nivoju jezika praktično nimamo izraza za spolnost, v slovenskem jeziku spati ne pomeni nujno, da sta bila dva v spolnem aktu. Tako torej, da sta se odločila postaviti prav tega. Ja, vemo, da v Sloveniji uspešne so bile komedije na delovnem mestu. Mi smo tega dober dan, smo naš založnik, smo Jašefa, teatr Maratičnih, reči se mi tebi. In to je nek standard, v katerega smo mogoče tudi malo usilili, dajmo probati nekaj novega v tej smeri. In smo rekla, ok, cool. Ampak kaj bi midva naredila, da bi bilo škandalno cool? Prvič ne bi rada ponavljala nekaj, kar je že bilo, da so iskala eno delovno mesto, ki bi bilo še nikoli, kjer policima, čeprav so res brali vsa, in pa držala so se moto, da bi res rada imala stvari v življenju samo taki, ki bi podnebali. Se pravi, da nismo preračunljiva, pa kalkulirava, kaj se bo prodali, pa kaj se delala, ampak Sanja ima dober stav, glede tega vprašanja, se pravi vprašanje. Naj moto? Ja, naj moto je verjetno bila, da delajo vse, kar je nam pač ne bomo delali. Kje bi jaz hotel gledati komedijo na delovnem mestu, pa bordelno. Najlažje. V bistvu, velikrat rečemo, da samo če boš zadevo delal tako, da bi ti želel gledati, moš nekaj to dobro, da bojo zapravo. To je nek, recimo, oblika tega trajnega. Ja. Sta med drugim želela skozi to komedijo na delovnem mestu se dotakniti tudi kakšnih aktualnih tem. Zdaj, videli smo zaenkrat samo 3 dele, ne pa še vseh 10 delov, ampak sta hotela mogoče tudi na trenutke kaj kriticirati, mogoče slovensko družbo in nastaviti gledalo. Vsekakor, če gremo v del, je to eno politično stališče za velik političnih tem, sploh glede na to, da je zna tvoj veliki biznis, če je nekaj striče, to je že, to je tudi zgodnice.
in je lažje pravzaprav nastala vprašanje, tudi če bi pač tako spet ja, vsekakor ideja za vsem tem je bila tudi malo polpenska, družbeno tkivo pa pogledati, ne vemo, kje smo. Tudi sama sem na začetku rekla, da ja, Slovenci imamo zelo tako, rekla, zadržano odnosnost, kar je mogoče malo nenavadno za leto 2024, glede na to, da ne vem, to ne je ja, mislim, da je super, ne vem, probamo pošejkati gledalce, videti, kaj se bo zgodilo. Gledam to, što sama velika filmofila je bilo težko zapisati nekaj, kar še ni bilo. Tukaj je bila sreča, da smo Slovenci stavimo v tečih svojih zmadami s sistemom, ki so specifični. Če se zadev lotimo lokalno, bojo vedno novi konflikt, noben dopadov ne bo naredil tako, kar pri nas. Kar smo mi pa tudi poželjela, izhaja iz tega, da je to samo še en biznis. Bodimo iskreni, že najstarejši biznis, prvič, ki je obstajal in zakaj bi bilo to karkoli drugačno, karkoli drugega. In smo šla iz tega, da v bistvu zadevo peljeva tako, da se ukvarja z vsemi problemi, ki ima ena skupina ljudi, ki hoče znati biznis v Sloveniji. Samo ta biznis pač hoče, ampak oni se veliko soočajo z istimi problemi, kot bi se, če bi odmarala delavnico. Kako zdaj to spromovirati, kakšni problemi bojo imeli z inšpekcijo, kako dobiti stranke, kako handlati s tem, da imajo stranke specifične želje in da znajo care in tako naprej. Skratka, ko vzameš lokalni ekosistemi, kako zadeve šle delujejo in da apliciraš nekaj tazga, lahko narediš nekaj čist fresh. Tukaj tudi vidimo prednost v tem, da ni to samo nekaj, da ne iščemo z inspiracijo, pa ne vem, da je nekaj, kar ima prednost za našo publiko, ker je lahko nastalo samo. Ja, kakšen bolj generičen način, rezultat verjetno ne bi bil enak, oziroma če več to bi je hecati še kaj. Zdaj imamo 3 epizode že odzuni, imamo malo rezultatov, kaj se dogaja in serijo, zelo dobro gledam. Zelo malo se pa malo je tako govornični. Vemo, da so vsi videli vse, da pa je čisto zanimivo, ker vse, kaj bi se naprej delala, je tako, da je bilo veliko nekaj. Zdaj pa ljudje rajno povedo, da so gledali, ampak vice pa, da so pa gledali. Kar je tak zanimiv aspekt. Tako da očitno smo še vedno malo v tabu vode. Ja, nekateri so mislili, da se bo dejansko odprl bordel, naredili ste super reklamo, ampak kje so pa dejansko snemali? Približno v studiu, bivšem studiu, zdaj ni več, oziroma niso mi smo zadnja zadeva, ko je bila tam snemana. Ja, vedno vprašanje, kaj bo tam odgovor. Ja, poslužil sem skoraj vse tam, pa še malo zelo malo.
To se zdaj dobro pove. Nekaj me je vprašala, nisem čez ziha, pa je bilo vprašanje, nekaj bi jaz snemala. Okay, ja, je ideja mogoče, da bo še naslednja sezona, boste morali potem postaviti nov studio? Dobro vprašanje, odlično vprašanje. Če kdo to gleda, dajte se vprašati, če bomo snimali tudi. Bomo postavili nov studio. Vedno je tako, debate o naslednjih sezonah so vedno vezane na to, kaj se bo zgodilo s prvo. Če bojo ljudje še naprej tako gledali, kot gledajo do zdaj, so šanse seveda pa večje, da se bo še kaj zgodilo. So pa taki časi. Noben nikoli ne ve. Nismo redi, če bo gremo naprej. Bomo pa videli, naprej se bo nekaj. Ja, ministri odlajajo. Sicer pa ti si že prej rekel, da se nič ne govori, zelo odmeven je bil tisti intervju, ko smo v Suzi brali naslov, kako je bilo točno, torej, osvobodilo me je, da sem lahko igrala. Ja. Je bilo to problematično, ste v bistvu sami iskali ljudi na audicijo ali so se sami prijavljali na audicijo, kako ste tukaj najdli pravzaprav igralce? Glede na to, da imamo profesionalne igralce, se niso sami javljali, ki smo jih iskali na cesti. V bistvu je šlo čisto en zelo klasičen proces audicije bil, kjer glede na temo je seveda bil določen nekaj prisoten strah, kaj pa to pomeni, kaj samo slišiš bordel, serijo bordelo in glede na to, da je večina naše zasedbe tako stara, da imajo majhne otroke in ne se nikolijo in se bo to naprej. Ampak z vsemi smo naredili, smo rekli, smerimo se tako, da počnemo scenarij, tako preberite. In če reči, da je to meni kot nobene zamere, ampak dajte pa to, da ni pa sam serijo potegnil, to je vse, kar reče, da reče ne. Moram reči, da vsi top izbori, ko so to prebrali, so to in so to tudi ljudje, ki so na koncu predstavili serijo in smo vsi, in oni mi, to veseli, da se to zgodilo. Scenariji so prepričali, da to ni neki, to ni vulgarna serija, ni take vrste šov, ki v resnici, če zdaj je vulgarno, usporednico povečam, na TV dober dan se podajo na televiziji in pa pokrat smo jih tudi zdaj snimali. Veliko več gre o teh medspolnih odnosih, ko oni postanejo neka mala družina in dokaj skupaj. In to je srce pisanja, da se da sliši. Kako težko pa je pisati komedijo? Tega se mogoče ne bi vsak človek predstavljal čisto, ampak komedijo je najtežje. Vedno bom stala za to izjavo, komedija je izredno težka za komunicirati pač. Ampak, okej, tudi to, ne vem, se da narediti, če pač imaš, ne vem, to nekaj novela ali kako. Jaz sicer nisem, prej nam dala roko ogen za to, da ne vem, komedija ni najljubša. Ampak samo ful zadovoljna sem. Ja, fajn. Vedno je fajn, ne glede na to, v končni fazi, kakšni je žanri in vedno je fajn delati ta segment, ko v bistvu poživiš like, ko jih postaviš v odnose, ko v bistvu delaš predstavo. To vedno je exciting, to je čisto vse v bistvu, komedija ali pa ne vem, to je vedno na nek način podobno ali pa nam jih rekla. So pa tiste zadeve, tisti zapleti so tisti, ki so različni, ne vem, žanrsko gledano. Element je približno vedno na nekaj to je dobro. Fajn je tudi pri nama, ki se dopolnjujeva tekmovalci. Se mi zdi to samo prednost, to, da pa Sanja mogoče rajš dramo, pa rajš dela na karakterih, rajš dela na temu, da se zgodba res razvije.
to super, ker je to nekaj, kar je pa komedije veliko preskočilo. To bi pa veliko naše sebe to pozorno, zaradi da se še malo. To bi videl ta background, in v bistvu je drevni na nek način. In se pa strinjam s Sanjo, da je pa najtežje delati komedijo, zaradi tega, ker ti narediš dramo, smo lahko samo si malo smo bili in nekaj smel, da pa se da, doben ne more tega planificirati. In nekaj pri komediji je zelo simpel, ali so se ljudje smejali ali pa ne, da sam mene ali pa nula. Če ti daš vam komedijo, je slaba komedija, ne moreš splitirati, da si ni razumel, kaj avtor hoče povedati. Avtor je hotel biti smešen, če se ti smeji na kraj. In tako da je pa potem tudi neka toliko večja potrditev, ker recimo, ko daš neki dramski zavrn, si ljudje pogledali v tišini in na koncu pač lahko vprašaš, kaj so si mislili. Ko daš pa ven komedijo, pa so se smejali, pa že po 3 minutah ne se odrežeti. Odlično podelitev in direktno potrditev, da se ne dirati. Zdaj pravite, da je serija dobro gledana, da ne rečem, da imata tudi nek ta komercialen dotik, ker imata veliko tudi komercialnih projektov. Sicer je razlika recimo med delanjem serije in med delanjem komercialnih projektov, recimo reklam? Vsekakor je razlika v tem, da so komercialni projekti v reklami bite-size projekti in zelo časovno zelo krajše zadeve, pač kjer rabiš, da se tudi določene pripravo, ta ne traja mesece, pa sama produkcija ne traja mesece, ampak traja dane, dva, to je ta razlika. Drugače pa mogoče glavna razlika je v tem, da ko ti delaš serijo, in je pač to, da ne vem, recimo scenaristom pišem, da je določen. Imaš to zadevo z igralcem, vedno skomunicirati, igralci morajo poiskati detajli, ki se vaje, so potrebni za to, da se, ne vem, pač naredijo ti odnosi, da se pač enostavno poišče, ne vem, pravi izvedbo, določenega vse daljše procesije, predvsej bolj pogledani procesije, pa ponavadi po reklamah na danes, no, niso absolutno različne reklame, ampak prvi reklame so na recimo dajanje, tako da veliko smislo, ne vem, da je igralsko uprizarjanje, da je čut ta lik referenski, ta lik izhaja, kaj ta lik hoče povedati, tam je v 20 sekundah se da zelo nastaviti. Glavna vloga je vedno To se pa reči, da v bistvu v reklami je produkt in cel izdelek okrog tega, da se ta produkt spušča naprej, v seriji je pa serija. In je najen job, da serijo spuščajo naprej in delava z nekim ljubezen, ker hočemo ljubezen. Čist po domač povedam, bolj se splača v resnici. Ne se posvetiti dela reklame. Tam dela z neki izdelki, kot smo dela se moj nasec imaš na kjer, Zato sta rekla, da je serija nekaj, kar delaš iz ljubezni, saj bi od snemanja le serij težko preživela. Tako pa imata ta privilegij, da si lahko izbirata, kaj res želita posneti. In na tem mestu se Sanji in Lukatu zahvaljujem tudi za izjemno potrpežljivost, saj tale noč očitno ni bila moj dan. Najprej kamera ni snemala in smo morali snemanje ponoviti. Kot ste slišali, pa nam je v drugo ponagajal še zvok. Videli ste torej lahko odličen primer tega, kako ne posneti intervjuja naj bo še tako dober. Če hočete videti kakšen res kvaliteten dokumentarni posnetek, pa prosim ne obupajte tudi na tole oddajo, saj se bomo izboljšali, obljubim. Poleg tega pa vam lahko predlagamo kakšne res kvalitetne vsebine. Kot obljubljeno, recimo poglejmo še, kaj nam Festival slovenskega filma, ki se do nedelje odvija v Portorožu, v Auditoriju in magazinu Grando, nudi na nivoju dokumentarnih filmov.
Fela F. Blackwood recimo ni film o Fela Kutiju z nenavadnim imenom, ampak film o pisatelju s kriminalno preteklostjo. In gre v bistvu za nadaljevanje filma Dolina solz o 3 obsojencih iz zapora na Dobu in se osredotoča na Feliksa, nekdanjega obsojenca, veterana bosanske vojne, ki pa je kazen iz te vojne prestajal prav na Dobu. No, pogojno izpuščen je na prostosti dokončal in izdal literarno uspešnico Vsi moji grehi. My life was ugly like an inside of an ass crack. Money and bitches living in a fast track. Birds and traffic, Greyhound to Amtrak. Kelly to Tennessee, trafficking fat crack. Hodim čez predor, ob stran stojijo spake. Kričijo roglar, števijo vse moje napake. Pomagajo hudiču, da me za dušo robu. Vidim vse, kar sem zagrešil, tako kot sem na zemlju stopil. Jaz sem imel srečo, da sem končal v zaporu, to mi je najbrž spaslo, rešilo glavo. Se spomniš, kaj ste naredili? Zame ni skrivnosti, tudi če ne bom izpovedal. Plitko, ko bo pridem vse, kar se zgubi. Ne nič ne uide, tudi če bo ne spi. Pa ameriški zapori so pravi zapori. Na Dobu sem se počutil, kot da sem v samskem domu. Bili v vojni, za tole kavo bi takrat dal 2 leta življenja. Sem sabo imel vedno bombo, ki je bila zame, zaradi tega, ker sem videl kakšen folk prihaja iz teh izmenjav ujetnikov in si nisem hotel tega privoščiti. V Ameriki sem najrajši jedel tisto, kar zdaj delam. To je to, končan street cheese. Kicked out the USA, back in Europe, but I stay black. Paranoid as fuck, Google Crocs, I can blast back. Genetsko pa biološko sem belec, ampak razmišljam kot črnec. Fuck all that prison shit, trying to stay out of trouble. Stay legal as fuck, cause I still won't bubble. Z mojo repersko kariero je končano, ni več, žal. Fela, čestitke. Hvala. Evo, tukaj je izvod tvoje knjige. Hey Sam, what's going on? What's cracking? Happy Thanksgiving. Nekateri se bodo seveda obračali malo dlje v preteklost, recimo z dokumentarnim filmom o Igorju Pretnarju, ki bi letos tudi praznoval svojo okroglo obletnico in je bil učenec velikega Sergeja Eisensteina, teoretika in avtorja filmov, kot so Podmornica Potemkin, Ivan Grozni, Zemlja in svoboda in številnih filmov posnetih v Mehiki. No, ta film sicer govori bolj o Pretnarju kot o Eisensteinu, imamo pa tudi filme, ki se recimo ukvarjajo z druge vrste obletnicami, kot je tista, ki šteje 70 let ustanovitve Zveze prijateljev mladine Slovenije. Mnogi otroci so se prvič pošteno na letovanjih najedli. V tistem času je država poskrbela, da so letovali vsi otroci. Takrat je bilo malo drugače kot danes. Takrat smo bili vsi povezani. Mi prisegamo na te vrednote, ki so enake kot pred 70 leti. Srčnost, spoštovanje, empatija, solidarnost. To je tisto, kar nas tudi prostovoljce gor drži. Kak se spavi? Organizacija smo ljudje. Če je moč v ljudeh, ni omejitve. Po zelo uspešnem dokumentarnem filmu Divja Slovenija pa se morda prostor odpira tudi za tovrstne dokumentarne filme o živalih in slovenski naravi. Matej Vranič se tako že spet vrača s svojimi posnetki, za katere mora včasih tudi po ure ali celo mesece sedeti, da jih uspe uloviti v objektiv. No, tokrat je v fokusu prav posebna sova. V osrčju temnih gozdov, kjer plešejo sence in šepetajo skrivnosti, kraljuje mogočna plenjivka. To je zgodba o živali, ki ljudem le redko pride pred oči. Veličastni uganki noči,
Kozača. Zgodba o skrivnostnem življenju neslišne ptice. Pripoved o eni največjih evropskih sov. Neustrašni materi, ki napade celo človeka, da bi zaščitila svoje mladiče. Podajte se v mistični svet gozdne plenilke izostrenih čutil. Pridružite se nam pri odkrivanju osupljivih podrobnosti iz njenega nevsakdanjega življenja in se poglobite v odkritja znanstvenikov, ki so pomemben del svojega življenja posvetili proučevanju tega edinstvenega bitja, izredne vzdržljivosti v boju za preživetje. To ni le zgodba o naravi, je tudi opomin po naši vlogi pri njenem ohranjanju. Potovanje, med katerim bomo spoznali, da imamo ključ do preživetja te izjemne ptice v svojih rokah. Bodite priča pripovedi o bojeviti kraljici noči. Seveda pa ne gre mimo glasbenih dokumentarnih filmov, ki smo jih nekaj že omenili. Poleg tistega v zasedbi Induced Bug iz Metlike z naslovom 100 decibelov bo videti še dokumentarni film o Zoranu Predinu. Moja teorija koju ću dokazati da je Zoran Predin zamijenjen u rodilištu. Pravi Zoran Predin živi u Živinicama kraj Tuzle, a pravi Nusret je zapravo Zoran Predin, Bosanac, Balkanac, Praslovan i zapravo funkcionira kao potpuna greška u sistemu. Zoka, to je on. Pusti ti ovoga Dežulovića, njegove priče. Ja mu ništa ne vjerujem. Kao prvo je antizvijezda. Autentičan. Pristojan. Čisto kad ništajac, ne? Ja volim da pričam sve najgore ovim kolegama svojim. Čudo. Jedan izuzetan, sjajan umjetnik. Super tip in danes je tudi super tip, ne? Zelo počasi interpretira. Spor je kao sugovornik, ali na šaci je brz. Zoran me pa najprej zadev s besedilom, s Praslovanom. To je moj stih koji mi on ukrao prevremeno. Dolg časa nisam razumel tekstov njegovih, ne. To je zvučalo ko Stranglersi otprilike. To je baš onako bilo Cvetkova naša. Niko nema karijeru od 40 godina sa 40 objavljenih long play ploča ili albuma. I da je jedan od retkih da je i dan danas umetnik na prostorima svih novonastalih država. Druge barve veter će si na svojoj strani. Bil sem že opozorjen prej, da nekaj ne štima. Pač Zoran... Pardon. To je tebe, Praslavan, plavati uči. To je seveda le za ščepec filmov, ki jih bomo lahko videli, ampak naj vas še enkrat spomnim, kaj gledati, če vse zamudite. Poglejte Megafon TV, kjer vam bomo od ponedeljka vsak dan ob 17:45 prikazovali vsakodneven utrip s festivala. V nedeljo ob 19. pa se le priklopite tudi na slavnostno podelitev nagrad, ki jo bomo prenašali na naših valovih. Če ne, pa se ponovno vidimo prihodnji teden ob 20. na Megafon TV. Čau!